24. in 25. oktobra odvijala v Novi Gorici. Imeli smo 2013 High-Tech Co-Invest konferenco in danes gostimo zmagovalca. Z mano sta Jakob in Klemen, ki sta zmagala v svojih kategorijah, tako da bi kar prosila, če se lahko prosimo nakratko predstavila. Živijo, jaz sem Klemen, sem direktor podjetja Fildo. To je v bistvu LinkedIn za nogomet, ne vem, kako ste slišali o temu. Mi povezujemo igralce in agente in klube večinoma po celem svetu, govorimo pa o drugem nivoju igralcev, ne Lionelu Messiju pa Cristiano Ronaldu. Smo mlado podjetje, 8 mesecev smo na trgu, trenutno imamo 80,000 userjev v 200 državah in pač rastemo in iščemo investicije po celem svetu. Povečam na to. Kasneje pa še reč, bi še Jakoba prosila? Jaz sem Jakob Šušterič, prihajam iz podjetja Messi. Mi se ukvarjamo z razvojem medicinskih naprav in kot prvi produkt, ki smo ga dali na trg, je naprava, ki odkriva zamašitev žil arterij v nogah. To naredi tako, da zmeri tlak na roki in na gležnjih in čisto preprosto, če je tlak na gležnju nižji kot na roki, pomeni, da je vaša žila zamašena. S tem napravo smo na trgu od leta začetka 2012, pokrili smo slovenski trg in se začeli tudi gibati na tujih trgih, kjer smo tudi doživeli že uspeh in tako bomo na trgu že več kot 500 naprav, kar nas drži po koncu. Zdaj pa pravzaprav nadaljujemo z novimi projekti, med drugimi smo tudi ena od ekip, ki razvija za ameriško fundacijo X-Prize in sicer medicinsko napravo, ki se reče Tricorder, ki jo poznate verjetno iz Star Treka, ki bo odkrivala 16 bolezni in pa merila 5 življenjskih znakov. Tle smo osnovili konzorcij podjetij v Sloveniji, med katerimi torej je naše podjetje, Vigo Design, The Labs, Smartcom, Inštitut Jožefa Štefana in Fakulteta za elektrotehniko in bomo probali v tem letu pa pol oziroma 2 letih na tem tekmovanju tudi zmagati. To je nekako to. Hvala. Zdaj pa recimo, da vsi vemo, zakaj smo se prijavili na konferenco. Zaradi potenciala, da zberemo več sredstev za svoja podjetja oziroma povečamo vzvode financiranja za podjetje. Pa bi prosila, če se lahko pogovorimo o tem, kaj je bila motivacija za prijavo na konferenco, potem kako ste doživljali te priprave oziroma ta back-end konference, ki ga pač udeleženci niso videli, pa ne nazadnje, kako je potekalo omreženje na konferenci zaenkrat. Zdaj, tako ne, mi se prijavimo v bistvu čisto vsako pasjo procesijo v Sloveniji ali pa kjerkoli, ne. Pa ne zato, ne zato, da je Co-Invest pasjo procesija, je super organizirana konferenca, ampak gre zgolj za to, da čim več pičaš, tem bolj naraven si v tej nalogi, bolje obvladaš in naš v bistvu motiv je bil dejansko trening, ne. Super je bilo organiziran tudi ta startup šola v povezavi s Hekovnikom, ker mislim, da vsi, ki razmišljate o podjetju, o startup podjetju, pojdite kaj v Hekovnik, prijavite se, fantje dejansko vladajo teorijo in prakso. Potem pa čisto, ne, na Co-Investu je bilo dosta enih zanimivih ljudi iz tega startup ekosistema slovenskega in tako, kot sem že povedal, naš motiv je več ali manj, da se povezujemo in v Sloveniji, in na Hrvaškem in po celem svetu. Non-stop smo, jaz sem ravno prejšnji teden priletel iz Istanbula, kjer sem bil na podobnih zadevah, spoznavaš spet podobne ljudi in gre za to, da ne razmišljati o tem, da nisem pač dve poti sta. Mi smo naredili 1001 napako, pa v bistvu to napako, kot zdaj povedal, šli smo prepozno na trg, no. Naredili smo glomazan produkt na nek način, pa smo šele pol lansirali. Moši pa v bistvu čim prej, in isto je z investitorji, čim prej predstavili idejo, tam čim večkrat in podobno in več možnosti boš imel na koncu za uspeh. Samo zmaga nikakor ni bila naključje. Očarali ste mednarodne investitorje, a očarali ste pa tudi v predhodni fazi angelske investitorje. A lahko zdaj vprašamo, kako je bila ta pot? Kako ste vi dobili angelsko investicijo oziroma kako je pač pot generiranja vašega financiranja potekala prej?
Zdaj, zadeva je taka, mi se s tem ukvarjamo približno 3 leta vse skupaj. Podjetje je sicer, produkt je star 8 mesecev, podjetje je cirka 1 leto pa pol. Prej smo 1 leto pa pol ali pa skoraj 2 leti bootstrapali, kakor se temu reče, ne? Torej popoldne šljaka, no? Po domač povedan. Potem smo bili dejansko soočeni s tem, ali damo odpovedi v službi in se vsi v službah in se vsi posvetimo temu pač profesionalno, za kar je bilo seveda potrebno zbrati denar. Mi pač določeni ljudje imajo otroke, družine pri nas, ki narekuje določene obveznosti. Tako da smo, tako bom rekel, se pravi, naredili smo eno veliko mrežo tukaj v Sloveniji po celemu temu ekosistemu. Vse ljudi smo več ali manj sprašvali, potem smo pa hodili do različnih angelskih investitorjev, ne. Zdaj, to smo vedeli, da dejansko moraš iti do Angela, ne glih do VC-ja in podobnih zadev, ne. In naredili smo listo ljudi, ki vemo, da vlagajo ideje in pa do katerih mi lahko pridemo z različnimi povezavami. In moram reči, da recimo drugi sestanek, smo šli, smo že dobili ponudbo za denar, 4. sestanek, ker smo šli pa vse naprej, smo pa vzeli denar. Pa vzeli smo ga manj, ki nam je ponudil ta drug, ne. Zato, ker je bolj smart money, da rečem, je več povezav naprej ima za našo industrijo, čeprav smo vzeli manj denarja, ne. Včasih v redu, včasih ne, to se morate sami odločiti. Zdaj tako, ne, ta angelski denar, ne, zelo hitro gre, ne. Tako da, zelo hitro gre, mi imamo, mislim, se itak je v startupu tako, da vedno si nekje na 1 letu življenja, ne. Včeraj ste najbrž videli, da je Zemanta spet dobila $2 milijona, mislim, da ne, pa je po moje med 3 najboljših podjetij startup po Sloveniji. Tako da, kogarkoli se pol ta fama ustvari okrog tega angelskega denarja, to gre zelo hitro. Mi lahko rečem, dihamo na škrge, zdaj že se povezujemo, mislim, da upam, da bomo dobili investicijo, ampak nikoli ne veš, ne. Hvala. Jakobova pot je bila pa majčkeno drugačna. Oni so se pa prijavljali na razpis P2, oziroma zdaj so na konferenci tudi navezali stike z ameriškimi investitorji in grejo naslednji teden v Ameriko, seveda želimo srečno, pa bi Jakoba zdaj vprašali, kako pa je njihova pot zbiranja kapitala potekala? Ja, pravzaprav zelo podobno kot pri kolegu. Mi smo začeli smo kot študente in če začneš podjetništvo kot študent, nimaš poveznosti z družino, nimaš poveznosti z otroci, nimaš nobenih poveznosti, lahko popoldan delaš na mesto predavanj, lahko malo zamižiš pri izpitih in delaš in razvijaš idejo in pravzaprav prideš do nekega produkta, še preden sploh rabiš kakršenkoli denar. In tako smo mi začeli. Potem na neki fazi smo se odločili, da zdaj pa moramo neko pravno obliko narediti in nadaljevati do te mere, da bomo stvar dejansko iz nekega prototipa dali na trg. No, tle nam je seveda pomagal P2, potem nam je pomagal tudi razpis P1, kjer smo dobili kredit pravzaprav od banke z garancijo države. No, nadaljevali smo pa seveda tako kot Fidu z angelsko investicijo. In tle imamo čisto iste izkušnje. Imeli smo, hvala Bogu, tudi mi 2-3 možnosti, potem smo se odločili za tisto pametno. Malo manj denarja, pa malo več izkušenj oziroma malo več povezav na trgu, v katerem mi delamo. In to se mi zdi, da je zelo pomembno pri angelskih investicijah, da se ne zaletimo oziroma da se ne zaletite v denar, ampak res iščete tisto, kar vam bo pomagalo v naslednjem letu, torej do tega, da boste dejansko naredili neko prodajo oziroma neko sled na trgu. Ko pa neko stvar daš na trg, takrat pa pravzaprav pride prav seveda denar, ampak rabiš predvsem izkušnje, rabiš predvsem nekoga, ki te usmerja in rabiš vzeti potovalko in iti na letalo in potovati po celem svetu in prodajati. Nič ti ne pomaga, če si v pisarni, ampak moraš te stvari pač delati na terenu. Tako smo mi v Sloveniji šli od zdravnika do zdravnika, smo se razdajali, smo naredili vse, da so vzeli naše naprave, pa tudi če niso kupili, samo da se je začeli uporabljati in potem ti vso to delo v letu ali pa 2 nekako kasneje prinese tisto, kar ti ni v preteklosti.
zgodba je čist ista in nasveti, ki jih je dal Klemen, so zlata vredni. Hvala lepa. Zdaj se moramo pa dotakniti še ene zadeve, ki nas je na konferenci blazno presenetila. In sicer originalen plan je bil, mi smo imeli zmagovalce v 2 različnih kategorijah. Eno so bile IKT, drugo je bil Life Sciences. In v planu smo imeli, da bi na koncu naredili še en pitch. In ko sta oba prišla na oder, se je nekako zgodil dogovor, da si bosta nagradni sklad konference, to je bilo 10.000 evrov, razdelila. Zdaj me pa zanima, kako je prišlo do tega dogovora? A sta že prej mogoče kaj premišljevala v tem scenariju? Pa ne nazadnje, kam bosta denar investirala oziroma če sta ga mogoče že? Zdaj dogovorov prej ni bilo, ne? Da nam kaj užalil kolega ali karko rekel, jaz bom rekel, ideja je bila tvoja, ne, za delitev, ampak z indicov bolj zame, ne. Ker če tako pogledamo, oni dejansko rešujejo zdravje, ne vem, drugi dan konference se oglobajo teh podjetja. To je tako, ne, to je svet igral pri investitorjih, ne, tisti, ko bo naredil nov aspirin, ne, se vsi grebejo. Mi pa se v bistvu žogamo celo življenje, tako da jaz mislim, da tukaj kakšnega tekmovanja ne bi bilo. Čeprav sem posredno zvedel, da si se tudi ti nas bal, ne. Tako da je dobro, ja. Neka skupna odločitev je bila, pa mislim, da tudi najbolj primerna zaradi tega, ker super v tem startup svetu, tudi slovenskem, ne, da je glih obratno od tega klišeja, ko govorimo, da smo sami individualisti, pa naj sosedu krava crkva, kaj si dejansko vsi pomagajo in mislim, da je bila to super odločitev z obeh strani, da si denar razdeliva. Kar se tiče naložbe tega denarja, sploh rečem, da ga pri nas ni več, ne. Čeprav ga še nisem dobil na račun, ampak ga ni več, ne. Je pa tako, ne, tako kot sem rekel, eno prednost tega majhnega startup sveta je, da res lahko dostopaš do vsakega človeka, vsakega posameznika, ne vem, tukaj so Jugoslav Petković, ki je zdaj v San Franciscu, pa se ga da dobiti na Skype, verjamem, da bo vsakmu pomagal. Tori Andraž in podobni Jakob, jaz vsi lahko odstopajo, mislim, ne vem, koliko lahko daš ti dejansko na svete, mi smo dejansko še zelo mladi in jaz večinoma obremenjujem druge startupe z vprašanji, ne da jaz dajem na svete, tako da tole je zame malo nova vloga, no. Evo. Ampak v kateri se odlično znajdeš, tako da bomo pa še pri Jakobu preverili, kako je bilo pa pri njemu. Ja, na tekmovanju oziroma tistim, ko bi se mogla pomeriti za zmago na Coinvestu, je beseda nesla na besedo in jaz sem zelo vesel, da do tega prišlo, da smo si to nagrado razdelila. In ja, mene je bilo strah, ker vi imate dostopa do veliko večje množice strank v prihodnosti in to je bilo tisto, kar je mene prestrašilo in pri investitorju moja nima veze, ali si life science, ali si web, važno je, da ti prineseš po nekem času tisto, kar si obljubil. In vi obetate ogromno in to je bilo tisto, kar je mene ustrašilo in vesel sem, da je bil strah verjetno po začetek, ampak na koncu je pa tako roko mi oziroma boš imeti vratca v roki kot dvobo na strehe nekaj. Mi bomo ta denar, seveda tako kot pri vas, pri nas ga več ni, ampak gremo zdaj v novembru na največji sej medicinskih pripomočkov in nam bo tam prav prišel, ker to so takšni izdatki, da si jih ne moreš predstavljati, da si jih tudi nismo predstavljali. In po teh 5.000 evrov dobro zaflikalo lukno, ki jo imamo zaradi našega slabega načrtovanja oziroma neizkušnje s takimi sejmi. Ja. Pa ostanemo še midva malo na vezi, ker smo se že glih dotaknili sejmov oziroma pač B2B trženja, bi vprašala, kako poteka internacionalizacija v vašem podjetju. Na pitchu si rekel, da imaš veleprodajne cene svojih produktov. To se pravi, gre za posreden dostop na trg in kako si sklenil te dogovore oziroma kakšen je tvoj model internacionalizacije? Odkar smo začeli nastopati na tujih trgih, smo naredili marsikatero napako. Od začetka smo mogli spremeniti poslovni model že večkrat, no in zdaj se mi zdi, da smo na neki pravi poti, ampak ga bomo mogli še prilagoditi kar nekajkrat. Ja, mi prodajamo v tujini preko distributerjev in naše razmišljanje v preteklosti je bilo, da
ko ti enkrat dobiš distributerja, si že zmagal. On ti bo dal nek plan prodaje in potem mi samo proizvajamo, skrbimo za servis in to je to. Niti približno ni to. Distributer, on teži k temu, da bo pa nekem produktom imel čim več in da bo pri tem čim manj naredil. In vsi so taki. In zato on dejansko skrbi samo za neko logistiko, za nek invoicing in posreduje pri tem money transferju. Mi moramo pa še vedno poskrbeti, da bo on dobil stranke, da bo povpraševanje v tisti državi po naših produktih in seveda, da bo on imel pri tem čim manj dela. In na tak način tudi dobivamo distributerje, da jim pokažemo, da bodo z našim produktom ogromno zaslužili, skoraj nič delali, pa si naredili na trgu tudi oni nek ugled. S tem smo prišli do nekega poslovnega modela, ko moramo v marketingu ogromno narediti. Zdaj, marketing v nekem zdravstvenem sistemu je pa po eni strani specifičen, po drugi strani pa dosti podobno vsem drugim panogam. Rabiš dobra mnenja opinion makerjev, rabiš neke članke, rabiš klinične študije, ki te potrjujejo, tako tudi vi rabite opinion makerje, ki bodo povedali, to je prava stvar za prihodnost. Potem na drugi strani rabiš neke organizacije, ki te povlečejo k sebi in rečejo, to se mora uporabljati, te so recimo zavarovalnice, farmacevtske družbe in veliki zdravstveni sistemi, kot je NHS v Veliki Britaniji ali pa recimo Zavod za zdravstveno zavarovanje ali pa Ministrstvo za zdravje v Sloveniji. Se pravi, moraš delati marketing oziroma moraš poskušati na več različnih nivojih, se pravi pri opinion makerjih, pri organizacijah in pa seveda usporedno moraš iti do kupcev. Ti moraš iti tja, čeprav nimaš še nobene sledi, čeprav nisi prodal še nobene naprave, moraš iti do kupca pa reči, to je super stvar, vi to rabite, mu pokazati prednosti, kako bo to on lahko naučil in to delati usporedno. In nič hudega, če boš pred parih naletel na zaprta vrata, ker ti bojo rekli, aha, vi pa nimate še nobene klinične študije narejene pri nas v Nemčiji. Kljub temu moraš nadaljevati, slej ko prej, mogoče boš šele pri ta 10. naletel na to, da boš mu lahko prodal produkt, ampak ko boš tistega prvega prodal, boš imel lažje pot v prihodnosti. Tako jaz mislim, da smisel marketinga je v vseh panogah isti, moraš se pa pri vsaki panogi osredotočiti na druge organizacije, na druge opinion makerje. Pot je pa iska. Zdaj smo že lepo prišli na marketing oziroma na branding. Naj povem eno zanimivost. Ko sem jaz prvič prebrala ime Messi, sem mislila, da je to LinkedIn za nogometaše. Tako da, ja, to je ena taka anekdota iz vidika brandinga. Zdaj pa Klemen. Jaz sem danes šla na Facebook, sem šla na Twitter in videla ene zelo lepe številke za vašo podjetje. 10,000 followerjev na Twitterju, 50,000 na Facebooku. Kako? Mislim, se sem jaz tudi danes vedel, če sem odkrit, ker ne gledam tega. Pač mi imamo v podjetju človeka za to, ki se s tem ukvarja marketingom, pa PR-jem, pa z vsemi živimi božjimi zadevami glede tega. To je tako, rečeš, da so te cifre dobre, te cifre so v bistvu podpoprečne. Imamo eno vis-a-vis podjetje v Angliji, ki se ukvarja s podobno zadevo, kot mi nismo nič konkurenti, ampak lahko rečem, da oni imajo recimo danes na Twitterju 250,000 ljudi, na Facebooku sploh ne vem koliko. In glede na to, da vsi konkuriramo na globalnem trgu, te cifre niso v redu. So dobre, glede na to, da vem, da smo imeli še 5 mesecev nazaj 3,000 ljudi, ampak kaj pa vem, ne moram reči, da mogoče za slovenske razmere, ampak to ne šteje. Zdaj spet ni to pomembno, koliko imaš ti ljudi na Facebooku, to so te lajki, ki je vse prenapihnjeno. Lahko povem primer, mi smo nek strateško partnerstvo z Indijci smo sklenili, z ljudmi, ki bojo razvili indijski fuzbal, vem, da se sliši smešen, ampak dobro, v 20 letih bo nov Messi prišel iz Indije. Te ljudje mislijo not vršt konkretno število na milijonov dolarjev, že mečejo noter in pač razvijajo ta način, oni imajo 600,000 lajkov na Facebooku. In glih včeraj sem z njimi govoril in to za eno Indijo ni nič, ko ima 1,2 milijarde ljudi. To je pa zaenkrat vse, kar so naredili. Tako da, kar se tiče marketinga je tako, tudi mi, kot vi iščemo opinion makere,
delamo razne gerila marketinge, trenutno dokler ni neke resne investicije, nimaš denarja za to, vse pa stane. Jaz lahko povem, da pri nas recimo Jakobu sem obljubil pač dres s podpisom Mesija, ne. To bomo dobili, daj nam malo časa. Ampak recimo Lionel Messi stane 100.000 evrov za kakršnokoli reklamo. A je to televizijska ali je to, ne vem, bom rekel 10 tweetov, karkoli, to je njegova cena. Najboljši španski novinar za en tweet računa 2.000 evrov, ne. To se vse računa, kakorkoli gledaš, danes je vse na trgu plačljivo in do vsega lahko pridete, ne. Primer za Mante naj povem, ko dajo te related artikle, če berete en blog od spodaj, te artikli, to je vse naštimano, vse plačljivo in tako je tudi cel marketing plačljiv. Zdaj samo vprašanje, kako se znajdeš, pa kakšne ljudi dobiš na ta gerila način, pa za čim manjša cena. No. Jaz moram reči, da mi smo pri temu dokaj uspešni, ker Jure, ki je pri naš marketingar, to zelo uspešno dela. Bi pa tako svetoval, no, sigurno, tudi če se ukvarjate z najbolj tehničnim produktom, rabite marketingerja v podjetju in mi smo recimo naš tim zgradili dejansko tako, da je kle developer, da je kle marketinger, business guy, pol pa pač dodajamo komponente. Vsega imamo premalo, ampak te tri, bom rekel, stebre smo naredili in to vsakrat. Tudi, ne vem, bom rekel, Dropbox, ki ga poznate, tudi oni imajo enega od zadnji, ki skrbi za to, da se to lepo distribuira po vseh možnih social kanalih in po vsemu. Pri tem, da trdijo fantje, da niso zagonili enega evra od investicije, ampak rabite, no, marketing, danes viralnega efekta ni nikjer več, no. Pa če bi mogoče malo še nadgradila, kako pa prvi poteka potem internacionalizacija? Če nisem mogla s tistimi social media metrikami ugotoviti tega, kaj so pa tisti ključni dejavniki pri vas, ki so nekako driverji uspeha? Zdaj, mi smo začeli tako, mi smo se skoncentrirali na 6 držav. V 6 državah smo naredili neke vrste testne promocije, kar pomeni, da smo testirali vse možne kanale, marketinške kanale. To so pač od Googlovih načinov reklamiranja, do Facebooka, do LinkedIna, do tega, da smo prišli do igralcev, do novinarjev in prosili za tweete in objave. Te države so bile pač seveda Slovenija, Hrvaška, Bosna, Srbija so 4, pač cel Balkan. Španija pa Poljska, ne. V Španiji smo pač zelo dobro poznali, ker sem jaz tam študiral in partner tudi, ne. Poljsko smo se pa zbrali zato, ker je dosti tak relevanten trg, to je 40 milijonov ljudi, fuzbal je, nogomet je zelo močno razvit in smo pač testirali. Zdaj, kako smo mi dobili 205 držav, jaz ne znam pojasniti. Ne znam. Saj treba je to odgledati, tako, mi imamo recimo ne, 2 nogometaša iz Haitija. Šteje, seveda, država. Ampak zdaj plan je pač to multiplicirati posod, ne. Lepo se sliš, to je tako imenovana vanity metrika, ko priješ k investitorju in mu rečeš, glej, mi smo že praktično po celem svetu, ampak realen odgovor je, da še sami ne vemo. Testiramo, probavamo, načeloma delamo zdaj tako, ne, da ko se fokusiramo na en večji trg, naredimo najprej raziskavo, si zamislimo neko strategijo, rečemo, toliko pa toliko denarja imamo za na ta trg, ampak recimo za nas sta ful pomembna trga Amerika pa Južna Amerika, kjer smo prisotni zelo široko, ne. Je pa tako, za eno Brazilijo rabimo mi čez 100.000 evrov samo za reklamo. Ker če damo 20.000 evrov not, je tako, da bi jih praktično stran vrgel, ne. Zato je pa potrebna pač spet nova runda investicije, jaz upam, da jo bomo čim prej dobili, ne. Se pridružujemo lepim željam. Hvala. Zdaj gremo pa mečkano pogledati, kakšen je bil follow-up po konferenci, se pravi, kako ste vi tiste kontakte, ki ste jih tam dobili, unovčili in kako se zdaj v bistvu nadaljuje ta zgodba interakcij s temi priložnostmi, ki so se tam utrle, pa seveda, kakšni so splošni razvojni cilji, tako malo za konec. Ja, ne začnem najprej pri razlogu, zakaj smo se mi na Coinvest prijavili. Bila je ena konferenca, ki je še pravzaprav v Sloveniji podobne nisem zasledil in je bila zanimiva zato, ker je na eni strani ponujala neko izobraževanje, se pravi, kako predstaviti svojo idejo
publiki. Tega mi nismo naredili v naših 3 letih, zato je bilo vsaj zdaj pravi čas, da to naredimo. In pa po drugi strani, da se predstavimo in da dobimo mnenja od investitorjev, ki bodo v prihodnosti tudi evaluirali naše stvari, naše produkte, naš poslovni model. In je fajn dobiti nek zgodni feedback, ki greš ti dejansko prositi za denar. Nismo šli z nekimi pričakovanji, da bomo dobili kontakt od investitorjev, ampak to se je zgodilo. Na Coinvestu so nam pomagali, tudi do tega kasneje po konferenci prideti. In ker gremo naslednji teden v San Francisco in pravzaprav na zahodno obalo Združenih držav, smo že dobili sestanek in jaz mislim, da sestanku bo sledil sestanek, beseda bo dala besedo, kontakt bo prinesel nov kontakt in tako se pravzaprav začne graditi mreža tudi na tistem koncu sveta. Tako kot se je v Sloveniji gradila mreža, od zdravnika do zavarovalnice in potem do nekih zdravstvenih organizacij, tako načrtujemo podobno pot tudi v Združenih državah Amerike. Se pravi, ne gre se nam samo za to, da dobimo investicijo. Če pride investicija, nam bo pač omogočala res hitrejšo rast, hitrejši razvoj, to, kar si seveda vsi želimo. Če pa ne, nam bo pa pravzaprav omogočil ta obisk v Združenih državah Amerike in pa sestanki s temi investitorji, nam bojo dali neke usmeritve, kam iti, koga obiskati, mogoče kateri zavarovalnici iti in tako naprej. Prav, noben kontakt ni slab kontakt, z nobenim se ne smeš nikoli skregati, vedno boš te kontakte držati, ker mogoče ti čez 2-3 leta pa koristijo. Mi seveda z razvojem nadaljujemo. Če je ta prvi izdelek, ki odkriva zamašitev žil, s tem smo pravzaprav orali ledino na trgu medicinskih pripomočkov, smo odprli nek nov trg in ko ti odpreš nov trg, imaš še večjo bariero, ampak po drugi strani nimaš pa konkurence in zato si lahko privoščiš mičken več časa. Zdaj pa se usmerjamo, oziroma zdaj pa z našo vizijo, ki je, torej naša vizija, ki pa je, da pripeljemo tehnologijo, ki jo poznamo v iPadih, računalnikih, televizijah, da to tehnologijo, moderno tehnologijo, s katero imamo stik vsak dan, pripeljamo v medicinske pripomočke. In pa da to razmišljanje, torej povezovanja, aplikacij, torej hitrega upgradanja nekega softverja prinesemo v medicinsko opremo, ker tega tam zaenkrat ni. Medicinski, torej zdravstveni sistem ni doživel revolucije, sploh še ne. Recimo, če je finančni svet doživel, pa biznis svet doživel, je medicina ni doživela. In mi hočemo biti le prvi, hočemo narediti neko revolucijo pri medicinskih pripomočkih in pa pri sami diagnostiki, ki je nekak dela zaenkrat zdravnik. Mi pa hočemo to pripeljati k vam domov, v intimno okolje, ker se lahko dobi veliko več podatkov, so te podatki bolj relevantni in hočemo doseči to, da zdravnik spremlja te podatke, dobi neke notification in potem te, brez da te kliče k sebi v ordinacijo, da te kar direkt pošlje k specialistu ali pa ti da zdravila oziroma ti predpiše neko rehabilitacijo. To je tisto, kar hočemo mi narediti in to bomo tudi naredili v prihodnjih 2-3 letih in upamo, da bomo tudi na tem novem trgu prvi in pravzaprav doživeli nekaj uspeha. Se pravi, Messi povezuje in se povezuje. Kako pa pri vas, Klemen, kako ste pa vi delali follow-up oziroma kaj so zdaj vaši naslednji cilji? Zdaj tako, jaz sem v bistvu na Coinvestu dobil eno konkretno ponudbo od sicer nemške banke, ne, ampak zelo zanimivo, človek mi je rekel, mi je dal vizitko, malo presenečeno, tako v minuti, ko sem se pogovarjala, je rekel, glej, če dobite privatnega investitora, mi pač dubliramo to ponudbo, ne. S tem, da se moramo preseliti v Nemčijo, kar pač ni ovira, ne. Tako da Coinvest nam je dejansko zelo pomagal. Kar se pa tiče networka, se pa strinjam z Jakovom, recimo, glede na to, da sem jaz začel s Filtrom še z 2 partnerja skupaj, jaz produkta ne vidim več praktično nič, ne delam nič na njemu, več vam potujem, pa pišem maile okrog njih. To je 24/7, no? In to je malo boli, ne, seveda, ker bi raj videl, da še malo sodelujem pa razvoju ali pa karkoli, pa bom tako rekel, da grem iz svojega kvadratka, vam pa malo poškilam, pa me ljudje napodijo nazaj, ampak vsak dan dobim, ne vem,
praktično skoraj 100 mailov, pustimo, da kako jih pol prečistam, ampak to je pa network in tudi na Coinvestu, ne vem, ko sem prišel nazaj v pisarno, sem najprej mogel narediti follow-up, pa vem, da je tam bilo kar konkretno enih ljudi, par dobrih kontaktov in moram reči, da greš naprej, ne? Pa je follow-up na follow-up, pa kontakt na kontakt in jaz se držim načela, da dejansko lahko prideš do kjerkoli človeka na planetu, ne? Se poznate do teorijo Six Degrees of Separation, koliko je, ne? Bom tako rekel, jaz sem imel, v Istanbulu sem zdaj sedel z lastnikom Galatasaraja, ki je eden najbogatejših Turkov. Še sam ne vem zdaj, kako sem prišel do njega, to je bilo v 3 dneh, vse zmenjanje, sem mogel karto kupiti, dal sem pol nagrade za karto, ne? Ker Adria pač ni najcenej. Ampak dejansko se tako reče, ne? V torek moraš biti v Turčiji in to je to. Bila je pa nedelja, ne? Ampak da se pride dejansko do vsakega človeka. Lahko povem primer, da sem jaz recimo probal priti do lastnika Adidasa in imam njegov mail. In sem že kontaktiral z njim Frank Dassler, ko vodi to korporacijo zdaj, da rečem, ampak da se pride, dejansko se da pride do kjerkoli človeka, ki si ga pač omislite, ne. Tako, je pa potrebno graditi network v svoji industriji, da rečem, ne. Jaz pač tvojih investitorjev, mislim, če mi bojo dali denar, tako jo vzamem, ne. Ni to smart money, ne, ampak gradiš pač v svoji branži in poznate najbrž AngelList, ki je zdaj to marketplace za start-upe, zdaj so naredili neke syndicate, kar pomeni, da lahko več ljudi investira skupaj v vašo idejo, vaš projekt, tam lahko zelo lepo iščete po industrijah, po branžah, po čemorkoli razne investitorje, pa ful pomembno je, da delate v bistvu due diligence investitorjev. To je v bistvu edina zamera, ki jo imam na Coinvest, ki je bil super organiziran, je, da morate naslednje leto seznam investitorjev poslati prej. Zato, da si pač udeleženci pogledajo, kam ti investitorji nalagajo denar, s kom se pečajo, kakorkoli, da veš, koga točno targetirati, ne. To je recimo ena svet, ki bi res rekel, da je pomemben, no. Hvala, bomo definitivno upoštevali naslednjo leto. Jaz sem zdaj nehala goste spraševati, kakšen je njihov nasvet za uspeh za mlade ljudi, zaradi tega, ker nazaj dobivam samo konstantno delaj. Tako da, a ima še kdorkoli iz publike vprašanje, ki bi ga želel postaviti gostom? Potem se bomo pa kasneje v nadaljevanju dogodka verjetno kar 1 na 1 pogovorili z njimi. Jaz se obema najlepše zahvaljujem za obisk. Prav tako vam, tako da vabljeni, da uživate še naprej v enem prijetnem, pozitivnem začetku dneva. Hvala.